pogodbah v žitu tudi podjetje Job Service. Zaradi zamrznenih cen finančne težave. Odbojkarice za končnico Srednje Evropske lige. Pozdravljeni. V podjetje Impol iz Slovenske Bistrice je danes dopoldne prispel izjemno nenavaden tovor. Ko so delavci odprli zapečatani tovorni vozili z materialom iz Srbije, so namreč odkrili temnopolte nezakonite prebežnike. Po prvih podatkih naj bi šlo za 8 moških, policisti so jih pridržali. Potem, ko sta tovornjakarja sinoči prečkala mejo in noč preživela na parkirišču pred podjetjem, sta danes zjutraj kot običajno pripeljala v tovarno, da bi raztovorila aluminijske trakove iz srbskega podjetja Sevojna. Na to pa se je dogajalo kot v filmu. Pri prevzemu kamiona je šofer odprl vrate oziroma stranico, pa v tistem hipu so bili zelo neke ilegalce gor, pa so poskakali dol. Koliko smo ugotovili, so iz Afganistana. To je 8 mladih fantov, 4 so bili na vsakem tovornjaku, 2 tovornjaka sta prišla. Prvi hip je bilo presenečenje tako veliko, da je nekaj ilegalcev želelo pobegniti, vendar so jih pridržali do prihoda policistov. So pač mislili, da so že vitali, da so v Milano, kar sem pa povedal, da so še v Mariboru, oziroma Slovenske Bistrice, v Impolu in fabriki, pa da ne morejo zdaj kar tak tovarne zapustiti. Da so pač še tu noter v območju tovarne, pa ne počakajo na policijo. Na mrazu med potjo je bilo tudi do 10 stopinj pod ničlo in med aluminijem so brez hrane moški na tovornjaku preživeli najmanj 3 dni, nam povesta voznika, ki pred kamero nista želela. Prav tako jima ni bilo jasno, kako se jim je uspelo pretihotapiti v tovornjaka. Tovornjaki so bili namreč zaplombirani in so bile plombe na poseben način zgleda pretrgane. Kot kaže, so prebežniki imeli pomagače. Več podrobnosti pa naj bi pokazala policijska preiskava. Danes zajete nezakonite prebežnike bodo, tako kot je običajno, v najkrajšem času vrnili v Srbijo, odkoder so se pripeljali. O nezakonitih prehodih čez mejo smo pa vprašali tudi na policiji in carini. Tam so samo lani odkrili več kot 400 poskusov nedovoljenih prehodov čez državno mejo. Današnji dogodek, ko so šele v raztovarjanju blaga odkrili prebežnike, je, tako direktor Mariborskega carinskega urada, tudi zanje nekoliko neobičajen. Zaradi tega, ker so pač ljudje ostali v vozilu do končnega prejemnika našega podjetja, običajno zapustijo vozilo prej. Pregleda obeh vozil na carini niso opravili, saj sta bili namenjeni v podjetje, ki ima najvišje standarde carinskih poenostavitev, sicer pa nadzore drugih zapečatenih tovornjakov pravijo glede na oceno tveganja in izkušenj. Smo v lanskem letu na področju carinskega urada Maribor izdali preko 90 plačilnih nalogov za tovrstne kršitve, ker je bil možen dostop do tovornega dela brez poškodovanja carinske zalivke. Kazen za tovrstne prekrške večinoma plačata voznik in lastnik prevozniškega podjetja, a v tem primeru ne bo tako. Podatki kažejo, da voznika nista vedela, da prevažata med drugim tudi tujce in zaradi tega seveda morata biti odgovorna. Znano je že, da so tuji prebežniki neznani združbi za prevoz plačali od 1500 do 2000 evrov. Na carini pa so ob današnjem dogodku napovedali poostren nadzor nad tovornimi vozili. Po odmevnem razkritju sramotnih pogodb, ki jih je tuja agencija ponudila delavcem Mariborskega Žita, njihova plača naj bi bila le 327 evrov bruto, je pravni zastopnik agencije podjetje ABF pripravil tiskovno konferenco. Predstavniki podjetja so novinarji skušali prepričati, da je takšno zaposlovanje popolnoma zakonito. Agencija Job Service in njen zastopnik v Sloveniji, podjetje ABF, pravita, da smo od vstopa v Evropsko unijo najprej Evropejci in šele nato Slovenci in da so zato slovenskim delavcem ponudili slovaško pogodbo. Zakon lahko nam dava tu možnost, da bi smo jih zaposlili i na slovaško pogodbu. O 250 urah mesečnega dela, kot jih predvideva slovaška pogodba za žito, pa Ana Benčič iz podjetja ABF, ki je zastopnik Job Servisa, pravi. Jaz delam tako, da sem delavec in delam vsak mesec teh, pač kolikor bo teh nadur, pa če je to recimo en mesec, 40 mesec, 50 mesec, ne vem, lahko tudi, pač zdaj izračunajte si, koliko je lahko teh nadur maksimalno. To lahko počnem, dokler ne akumuliram 230 nadur v enem letu.
Če to akumuliram v 4 mesecih, jaz v 5. mesecu ne morem delati več niti ene nadure. A to ne drži. Slovenski zakon o delovnih razmerjih namreč v 143. členu natančno določa, da lahko nadurno delo traja največ 8 ur na teden oziroma 20 na mesec in največ 170 na leto. Benčičeva ob tem zamolči dejstvo, da agencijski delavci tega nikakor ne bi mogli opraviti v enem letu, saj so jim pogodbo ponudili le do konca marca. Po zakonu v Sloveniji lahko delavci največ 56 ur na mesec, na teden, torej se opravičujem še enkrat, na teden delamo. Tudi to ne drži. Benčičeva najverjetneje govori o tako imenovanem neenakomerno razporejenem delovnem času, ki je lahko v nekaterih obdobjih daljši, drugič pa krajši. Ponovno zamolči, da morajo biti pri tem delavcem zagotovljene omejitve glede maksimalne dnevne in tedenske obremenitve. Delodajalec je v tem primeru tudi dolžan delavce pisno obvestiti o predvidenem trajanju začasne prerazporeditve najmanj en dan prej. A kakorkoli že. Žito je pogodbo z Job Servisom prekinilo. Očitno jih njihova pojasnila niso prepričala. Kljub napovedanim podražitvam komunalnih storitev bodo Mariborčani do aprila zanje plačevali enako kot doslej. Pri komunalnem podjetju Nigrad opozarjajo, da zamrznitev cen pomeni dodatno odpuščanje zaposlenih in še slabše vzdrževanje kanalizacijskega omrežja. Na občini pa pravijo, da gre za politično odločitev. V Mariboru bodo cene komunalnih storitev še 3 mesece nespremenjene, aprila pa višje. Dvig 4,4% pitne vode, 16,8% odpadkov. Na področju ravnanja z odpadnimi vodami pa je res bil dvig 70% predviden. Čeprav so 8 let plačevali enako, pa mnoge občane podražitev jezi. Za nas reveže, ki imamo male pokojnine, bi lahko ostale nižje. Je to udarno, mislim, za vsakogar. Da je predrago. Na položnicah Nigrada so 4 postavke. Najdražja, čiščenje na čistilni napravi, ki se bo podražila za 2%, gre upravljavcu naprave podjetju Aqua Systems. To je na poprečno gospodinjstvo za 4 člani, recimo s porabo 15 kubikov pitne vode na mesec, dnes se povečanje na položnici za 0,39 evra. Nigrad pa naj bi aprila podražil le odvajanje vode, ko bo cena kubičnega metra odvedene vode izenačena za gospodinjstva in gospodarstvo, to je 0,28 centa. Ta znesek, poprečni tistih 2,55 evrov, poviša recimo za evro pa pol ali pa mogoče še kak cent več. Zaradi zamrznitve cen bo obdelo 20 od 78 neposredno zaposlenih na področju kanalizacije, hkrati pa bo še manj denarja za vzdrževanje in obnovo omrežja. Da ta kanalizacija poplavlja, da se dvigujejo pokrovi, požiralniki ne požirajo meteornih vod, recimo, ki so nalivi. Do leta 2015 pa naj bi uporabniki za odvajanje odplak postopno plačali še enkrat toliko kot zdaj. Včeraj okoli polnoči se je v Mariboru zgodila družinska tragedija. 55-letni moški naj bi bil pretepel ženo in jo potem do smrti zabodel z nožem. Nato si je sodil sam. Domnevno naj bi bilo za napad krivo ljubosumje. Na včerajšnjo družinsko tragedijo spominja tale sveča pred vhodnimi vrati. Sosedje so šokirani, pokojna ohranjajo v lepem spominu. Skupaj sta bila več desetletij, imela sta otroke. Veljala sta za miren in priljubljen par, pogosto sta se držala tudi za roke, pripovedujejo. Malo vega te malo preseneče, vse skupaj, da je to, mislim, tako novico nekaj čuješ. Jutro hčerka je šla v šolo, še v šolo hodi, pa je rekla, da kaj se tam zgodilo, da so rešilni, pa to. Jaz sigurno računala, da je katerega kapa ali pa kaj takega se zgodilo. Le redko sta se prepirala, včeraj pa so sosedje iz stanovanja slišali trušč in krike, ki so zelo hitro potihnili. Takoj so poklicali policiste. Ko so ti prispeli, se pri vratih ni oglasil nihče. Vdrli so v stanovanje, a bilo je že prepozno. Par je ležal v mlaki krvi. Policisti so ugotovili, da je moški z spalico večkrat udaril žensko in je tudi večkrat zabodel. Na to je storil samomor, tako da je zabodel tudi sebe. Kaj je pripeljalo do tragedije na Teznem, policisti zaradi pomanjkanja informacij danes niso mogli potrditi. Neuradno pa ne bi bilo krivo ljubosumje. V nadaljevanju dnevnika še pregled drugega domačega dogajanja.
Predsednika največjih parlamentarnih strank Janez Janša in Zoran Janković, ki sta se po poročilu protikorupcijske komisije odločila preveriti podporo v svetu strank, ostajata na položajih. Janša je dobil prepričljivo podporo sveta SDS, Svet Pozitivne Slovenije pa je zavrnil glasovanje o Jankovićevi zaupnici. Kljub temu pozivi k njunemu odstopu ne potihnejo. Predsednik SLS Radovan Žerjav trenutno ne vidi izhoda iz aktualne politične situacije, je povedal v izjavi za medije po seji vlade. Na vprašanje, kako trdna je po njegovem ta hip še koalicija, je odvrnil, da v tem trenutku nima odgovora in da bo mogoče zvečer vedel kaj več. Popoldne se bo namreč sestal izvršilni odbor SLS in med drugim obravnaval organizacijske priprave na kongres stranke in aktualne politične zadeve. Vlada je na seji pripravila odgovor na zahteve sindikatov javnega sektorja, ki so za 23. januar napovedali splošno stavko. Imenovala je tudi pogajalsko skupino, ki se bo pogajala s sindikati. Po besedah ministra za pravosodje in javno upravo Senka Pličaniča, vlada vztraja, da se v višini znižanja mase za plače javnih uslužbencev ni mogoče pogajati. Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada danes na več lokacijah v Ljubljani in okolici izvajajo hišne preiskave. Preiskujejo domnevno oškodovanje ene izmed večjih slovenskih bank v višini okoli 3 milijone evrov. Prostost so odvzeli 2 osebama, gre za domnevne nepravilnosti v postopku odobravanja kreditov, kjer je sodelovala tudi takratna odgovorna oseba ene izmed regijskih organizacijskih enot banke. V Novi Ljubljanski banki so potrdili, da hišne preiskave potekajo pri njih. V okviru delovne skupine Znanje in ustvarjalnost kot temelj razvoja se predstavniki sindikatov in Ministrstva za izobraževanje skušajo dogovoriti o varčevalnih ukrepih v šolstvu. Pripravljeni predlog ukrepov po zagotovilih ministrstva ne bi vplival na kakovost pouka, a v SVIZ-u pravijo, da so vsi predlogi ministrstva enako nesprejemljivi. Po besedah glavnega tajnika SVIZ-a Branimirja Štruklja gre pri sredinjih predlogih ministrstva za povečanje učnih obveznosti učiteljev, povečanje normativov tehničnemu osebju, povečanje minimalnega števila otrok v osnovnih šolah in za šolske okoliše, ki naj bi postali enotni, zaradi česar bo dodatno število ljudi ostalo brez dela. Slovenija se ponaša z bogato avtohtono kulinariko, ki pa jo premalo poznamo in cenimo. Na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem v Mariboru so zato včeraj za poslovne partnerje pripravili kulinarično delavnico Harmonija okusov med siri in vinom. Kot pravijo na šoli, so jedi lahko tudi ambasador nekega okolja. V kulinarično delavnico so zbrane popeljali študenti, pripravili so popotovanje s slovenskimi cmoki posameznih regij, ki so jim dodali lokalne značilnosti, v mariborskem primeru radar. Sledilo je spoznavanje slovenskih sirov in vin. Pri vinu je pomembno predvsem to, da ga razumemo. In da razumemo vino, je pomembno, da ga tudi začutimo. Ni dovolj samo, da vemo, da je vino belo ali rdeče, ali da ga smemo postreči v takem ali drugačnem kozarcu ali pri pravilni temperaturi, ampak predvsem, da zaživimo z vinom, da poznamo njegove karakteristike, da ga znamo pravilno opazovati. Kadar želimo uživati v siru, je predvsem pomembno to, da ga pravi trenutek vzamemo s hladilnika. Hladen sir je popolnoma uskobljen okusa in nikoli rezati na res tanke rezine. Sir mora biti debel vsaj pol centimetra, tako da lahko okusimo, da se razvijajo prave arome. Pri siru so pomembni tudi dodatki, ti naj bodo sladki, kot so med, marmelada ali suho sadje. Predvsem poudarjamo to kulturno dediščino, ker smatramo, da turizem ne more obstajati brez tega dodatka oziroma kulturne dediščine, kulinarike in pa prehranjevanja. In tudi slovensko kulinariko poudarjamo, vendar pa na sodoben način. Kot še meni Cviklova, Slovenci premalo ohranjamo avtohtone jedi, ki so naravne in zdrave. So tudi prvovrstna priložnost za predstavitev naše države zunaj meja. Ker se v Mariboru kljub načrtom gradnja nove galerije ni začela, je Umetnostna galerija Maribor prilagodila razstavni program, tudi z nekaterimi alternativnimi rešitvami. Tako del razstave z naslovom Skole pomlad, 100 let slovenske umetnosti, gostuje v prilagojenem razstavišču nekdanjega hotela Slavija. Zanimalo nas je, kako trajna je ta rešitev in kaj bo s preostalimi razstavišči galerije.
Razstavišče v 11. nadstropju hotelsko-poslovnega objekta, nekoč znamenitega hotela Slavija, je zagotovo ena najlepših razglednih točk nad mestom. Galerijski prostor, pridobljen v zanosu EPK-ja ob dejstvu, da obljubljene nove galerije še ne bo, je seveda alternativna in začasna rešitev za časa trajanja razstave, čeprav so pogovori med lastnikom in občino potekali tudi v smeri trajnejše rešitve. To se v tej fazi zdaj ni zgodilo in tudi ne pričakujemo, da bo lastnik še nadalje prostor nekako oddajal brez najemnine oziroma dobička, tako da se mi v principu z Majem poslavljamo. Prostor, ki sicer ni bil zgrajen za namene razstavišča, ima stališča galerijske stroke in možnosti razstavljanja tudi nekaj omejitev. Velika omejitev prostora pa je višina. Tukaj so višine takšne, kot so v letih, ko se je hotel Slavija gradil, bile standardne, 2,70 m, kar za galerijske prostore seveda ni optimalno. Nekatera umetniška dela so višja, potrebujejo več površine. Umetnostna galerija je preteklo leto ob zagotavljanju novogradnje že izgubila razstavišče v salonu Rotovž, kjer je bila infotočka Evropske prestolnice kulture in kjer bo v nadaljevanju najverjetneje tudi infotočka letošnje prestolnice mladih. V zvezi s tem prostorom so prav tako že leta tekla prizadevanja za obnovitev, saj je bil prostor zaradi zamakanja neprimeren za razstavišče. Kljub trenutnemu lepemu razgledu nad mestom bo galerija v tem letu lahko razstavljala le v matičnih prostorih. Sorazmerno prostorski skromnosti bo takšen tudi program osrednje galerije v severovzhodni Sloveniji. Šport, prvo tekmo v tem letu sta v srednji evropski odbojkarski ligi odigrali ekipi Nove KBM Branika in Linca. Mariborčanke so jo dobile s 3-0 in s tem na lestvici s 5. napredovale na 4. mesto. Tako so znova med ekipami, ki imajo največje možnosti za igranje na zaključnem turnirju. Boljša avstrijska, obe slovenski in obe slovaški so ekipe, ki imajo še možnost igranja na zaključnem turnirju. Kot kaže, se bosta za 4. pozicijo dajala Branik in Doprastav. Slednji zaostaja za 3 točke. Ker so Mariborčanke nujno potrebovali zmago, je bila tekma proti 7. uvrščenemu Lincu zelo pomembna, a se je izkazalo, da je bila lažja, kot so pričakovali v Novi KBM Braniku. Mi smo se na tekmo zelo pripravljali, v bistvu nismo pričakovali tako lahkega dela, ampak smo upali na zmago. Da je bilo delo lažje, so poskrbeli kar v avstrijskem prvoligašu, saj je ekipa v Maribor pripotovala brez tujk. Manjkale so vse 3 Američanke in igralka iz Srbije. Na trenutku sem tudi zaigral zadovoljen, ker so punce pokazali, da smo kar, bom rekel, blizu tiste ene igre, ki jo lahko pokažemo, ampak enostavno ne moremo še dati v neko celoto. Se pravi, rabimo še nekaj malega, da bi ekipa funkcionirala tako, kot je funkcionirala na začetku sezone. Ali bo dovolj časa, da se udejanijo misli mariborskega trenerja, bodo pokazali naslednji tedni. Do konca rednega dela Srednje Evropske lige bodo Branikovke odigrale 6 tekem. Bodo pa nasprotnice iz kroga v krog težje. Jutri gostujejo na Madžarskem pri predzadnji uvrščeni Tevi. Sledila bo morda odločilna tekma za 3. mesto v domači dvorani proti Bratislavski Slaviji, ko se bo v ekipi Bankirk najverjetneje predstavila nova organizatorka igre iz ZDA. Po 2 tekmah na Hrvaškem bo v luknjo prišel vodilni Post. Zadnja tekma, ki lahko odloča o marsičem, pa bo 9. februarja, ko se bosta Kalcit in Branik udarila v Kamniku. Ob koncu dnevnika še pregled mednarodnega dogajanja. Evropska komisija se mudi na obisku pri irski vladi v Dublinu, saj je Irska z novim letom prevzela polletno predsedovanje Evropske unije. Gre za tradicionalni obisk ob predaji štafete predsedovanja, na katerem se evropski komisarji in ministri predsedujoče države pogovarjajo o prioritetah v naslednjih 6 mesecih. Z odprto razpravo o prihodnosti Evropske unije pa se v glavnem mestu Irske začenja tudi Evropsko leto državljanov. Leto 2013 je v Uniji namreč posvečeno evropskim državljanom in njihovim pravicam, poteka pa pod sloganom Za Evropo gre, za vas gre. Avstralski gasilci si še vedno prizadevajo ukrotiti številne požare, ki divjajo v več delih države. Samo v zvezni državi Novi Južni Wales divja preko 120 požarov, od teh pa jih najmanj 15 še ni pod nadzorom. V požarih je bilo uničenih preko 350 tisoč hektarjev zemljišč, o žrtvah pa zaenkrat ne poročajo. V sredo so se razmere zaradi malce hladnejšega vremena nekoliko izboljšale, vendar naj bi se temperature že v petek znova povzpele nad 40 stopinj Celzija, zato se pristojni bojijo poslabšanja.
Z bližnjega vzhoda že od začetka tedna poročajo o vetru, nizkih temperaturah, dežju in snegu. Ta je danes povelil tudi Jeruzalem, zaradi česar so mestne oblasti zaprle šole. Zaprta je tudi večina trgovin, promet pa je obstal. Sneg je sicer na tem območju izredno redek pojav, največ navdušenja pa je sprožil med otroki. Neurje je prizadelo tudi Libanon, od koder danes poročajo o prekinitvi pri dobavi elektrike. V državi so sicer od torka zaprte šole, poročajo pa tudi o 4 smrtnih žrtvah. Preiskava trčenja trajekta, ki je v sredo zapeljal v pomol na jugu Manhattna, pri čemer je bilo poškodovanih kar 74 ljudi, se nadaljuje. Medtem se je v newyorškem predelu Queens v sredo podrl še gradbeni žerjav in poškodoval 7 ljudi, od tega 3 huje. Tudi preiskava o vzrokih te nesreče je v teku. Končala se je 520 dni trajajoča simulacija misije na Mars, s katero so želeli preučiti psihične in zdravstvene učinke dolgotrajnega vesoljskega potovanja. 6 prostovoljcev, 3 Rusi, Evropejca in Kitajec, je leta 2010 zlezlo v 550 kubičnih metrov velik prostor v Rusiji, ki je simuliral vesoljsko plovilo. Prostovoljce so natančno opazovali, merjenja pa so pokazala, da so v času simulacije vedno več časa preživljali v sedečem položaju. Večina ekipe pa je imela težave tudi s kakovostjo spanja, s pozornostjo in spalnimi navadami. Raziskovalci so tako ugotovili, da bodo morala vesoljska plovila in prebivališča na površju drugih planetov umetno simulirati določene lastnosti ciklov spanja in vedenja, ki so značilni za Zemljo. Vreme jutri bo zmerno do pretežno oblačno in po večini brez padavin. Popoldne se bo od severozahoda delno zjasnilo. Zvečer bo na Primorskem začela pihati šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do +4, ob morju 6, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. To je bil dnevnik televizije Maribor. Ostanite v naši družbi.